Spet smo v Celju, kjer torej čakamo na začetek srečanja med Celjem in Mariborom. 33. kolo slovenskega nogometnega prvenstva se počasi končuje. V Knežjem mestu pa lahko torej danes okronamo novega prvaka. Na desni strani Martin Milec, ki zdaj že teče v protinapad. Z roko je tam v kazenskem prostoru igral eden od celjskih nogometašev, Jasmin Mešanović, zdaj pri žogi pa nekaj malega prostora za Krecoja, strel Krecoja. Lepo število zadetkov, pač danes bo to moral početi Vizinger, ki je pa tudi igralec, ki to zna početi. Zdaj so Celjani prišli na rob kazenskega prostora, Lotrič strelja, Lotrič 1:0. Točno to, kar je Nenad napovedal, pravzaprav se je zgodilo že naslednjo sekundo. Podaja ali pa strel Mitje Lotriča niti ni tako pomembno in zadetek Darija Vizingerja za vodstvo Celja v 8. minuti. Milec zdaj poskuša strelom Martin Milec, toda danes bodo Mariborčani seveda na vse načine poskusili priti do te zmage, tudi s takšnimi strelji oddaleč. Saša Ivković je pa zdaj hitro na začetku drugega polčasa videli, kakšen bo pristop, razlika pri Mariborčanih v primerjavi s prvim polčasom. Zahović strelja, tokrat je Jurhar moral zelo resno posredovati. 1:1, verjetno, če bi zdaj vprašali vsakogar, ne samo na igrišču, tudi navijačev Maribora, bi takoj, ja, evo. 1:1, ravno v tem trenutku Jasmin Mešanović. Mariborčani takoj nazaj na svojo polovico, s tem morda želijo povedati, da si želijo zmage že na današnjem srečanju. Torej Brecl, žoga v kazenski prostor proti Lotriču, Cvek strelja, Kenan Pirić je bil dobro postavljen. V takšni poziciji enostavno druge rešitve Milec ni imel. 2:1. Krasna podaja Dina Hotića, zadetek Jana Mlakarja. To sta torej nogometaša, ki sta prišla v igro v drugem polčasu. Tole akcijo, ki je potem pripeljala do kota, je začel še tretji nogometaš, ki je prišel s klopi, Marcos Tavares, in Maribor. Jan Mlakar zdaj spet do žoge, pa Tavares. Mešanović, na drugi strani je sam Dino Hotić, žoga zdaj prav proti Hotiću. Hotić strelja, 3:1, zdaj so se Mariborčani popolnoma razigrali in to je res noro, da lahko v drugem polčasu Maribor na igrišče pošlje Hotića, Mlakarja, Tavaresa. Pa ne vem, jaz bi rekel, do prvega gola Maribora je še vse bilo pod kontrolo. Zdi se mi, da smo dobro stali. Maribor do gola res ni imel neke resnejše šanse. Pa ta gol, pad koncentracije. Maribor je res izkušena ekipa. Najboljši so, ko so pod pritiskom, in videli se v 10 minutah 3 gole in nič. Na koncu lahko rečemo zaslužena zmaga. Res je, prvenstven maratonu je zmeraj težko zmagati, kajti je zelo dolg. Treba je potrpeti včasih tudi stvari, ki ti niso po godu, ampak to je nogomet, mi smo že navajeni, imamo res v klubu odlično druženje, odlično atmosfero in to danes je spet pokazalo v pravi luči, kajti fanti so še enkrat več odigrali vrhunsko, seveda po zelo težkem porazu, ampak vsi v klubu smo rekli, fanti, glave gor, to treba zdržati, vi ste prvaki, boste prvaki že v sredo najbrž, in se je zgodilo.